Podajamo se v globoke avstralske mangrove, da bi ujeli in pripravili eno najbolj izmuzljivih bitij, velikanskega avstralskega blatnega raka. In ta pustolovščina se začne prav zdaj. Ste videli, kako velik je bil tisti rak? Fantje, pravkar smo pristali na enem najbolj cool krajev sploh. In veste, zadnjih nekaj let sem dejansko živel v tujini, večinoma v Indoneziji. Ampak zdaj smo spet v Avstraliji, prijatelji. In imam toliko vznemirljivih stvari, ki vam jih moram povedati. Ampak najprej imamo novega člana družine Offshore Tales. Prid sem, mala, prid sem. Moram vam jo predstaviti. Očitno smo spet v Avstraliji, zato imam svojo novo malo punčko. Ime je Froth. Potrebujem, da takoj v komentarje napišete, kako noro prikupna je in postala bo prava mala pustolovska psička, fantje. Imamo nekaj res vznemirljivih stvari. Vključno s popolnoma novim avtomobilom, ki ga trenutno izdelujejo za nas, da bomo lahko potovali po Avstraliji. Ampak danes je pravzaprav njen prvi izlet. Stara je komaj 8 tednov, zato jo moramo zdaj navaditi na naravo, divjino in preveriti, če lahko ujame kakšno ribo. Hej, Frotka, kaj praviš? Danes bomo lovili blatne rake, fantje, ribe in vse ostalo. Imeli bomo nor dan, upamo, da bomo kasneje zakurili ogenj in fantje, pokazal vam bom, kako neverjetna je Avstralija. To bo res epsko. Gremo, Frotka. O, že vidim neki rakov tukaj spodaj. Poglejte to, fantje. Wow, poglejte te. Tem pravimo vojaški raki, človek. Kje si? Dejna, zavija. Zavija, spustila je drek, tega ne smeš početi. Prav. Gremo loviti rake. Dejno, kaj to, kaj so raki, kaj to? O, moj bog, poskušaj jih prijeti, ne moreš jih jesti. Žaba? Ne, poskuša pojesti vsakega posebej. Razlog, da jim pravijo vojaški raki, je ta, da se premikajo v teh ogromnih armadah. Res jih je ogromno. Sledili bomo temu. Poglej, hitro bodo izginili v pesek. Pripravljeni? Dotaknili se ga bomo in poglej to. Samo zakopljajo se, izginili so in Froth jih želi pojesti. V najslabšem primeru. Verjetno jih bomo poskusili pojesti malo kasneje, ampak fantje, raj bi pojedel Frothov rep, kot pa eno od teh stvari. Zagotovljena zastrupitev s hrano. Prvi dan nazaj v Avstraliji. Ta tip že si moker in peščen in vse, ne? Ne ugrizni me! Že zdaj vem, da bom imel polne roke dela s tem malim kužkom. Poglej, kaj počne zdaj, Froth. Kaj poskušaš izkopati tam noter? Ona je dobesedno moja dvojčica. Ona koplje lukne, išče rake. Človek že prvi dan bo dobila zastrupitev s hrano. V redu, veste, tukaj imamo malo Frothi, ona je res navdušena. Imamo pa še eno posebno osebo, ki ste jo opazili v nekaj videih. In to je v resnici moj dober prijatelj Huki. On se nam bo dejansko pridružil na naših potovanjih. Je odličen snemalec in videograf. Poleg tega pa je tukaj, da poskrbi za mojo varnost na dogodivščinah, če se zgodi kaj norga. Tako da, Huki, poskrbi, da ne umrem, brat. Ničesar ne obljubljam, brat. Razumeš? Fantje, morate vedeti, da je pri Froth vse popolnoma novo, še nikoli ni bila v vodi. Vesel si, ne? Še nikoli ni bila na vodnem skuterju, tako da je danes njena prva vožnja. Gremo, smo na vodi. Kako ti gre? Si v redu? O, všeč ti je. Dejno. O, hvala. Mislim, da lahko rečem, da obožuje vodo. Torej, fantje, na vzhodni obali Avstralije smo imeli toliko dežja. Torej, danes bomo lovili ogromne blatne rake. So ena najbolj edinstvenih živali sploh, njihovo meso pa je neverjetno sladko. Vozili se bomo na vodnem skuterju in odlagali te pasti v bistvu za blatne rake. Kar naredijo je, da pridejo naravnost noter, mi pa bomo dali vabo noter in upamo, da se ujamejo. Potem bova jaz pa Froth lahko uživala v čudovitih rakih. Spustila bova te pasti za rake in uporabila tega velikega starega umazanega cipla. Ta smrdljivi Froth jo celo poskuša pojesti. Upam, da bo kakšen blatni rak začel grizla to. Kaj, Froth? Kaj delaš tam noter? Dobesedno sem dal vabo v past za rake in Froth gre noter. Moj kuža je zdaj v pasti za rake. Dajno, kakšen mali razgrajač, stari. Danes jo bomo uporabili kot vabo. Poskušamo ujeti rake, ne kužkov. Pej ven iz tega. Dejno, gremo loviti blatne rake. Sploh ne res, zakaj gre. Dejno, Froth, dobesedno sanja o blatnih rakih. Zdajle jo bomo šli zbuditi. Dejmo, blatni raki. Za tvojo prvo pravo pustolovščino gremo. Še vedno je mehen kužek, fantje, zato moramo poskrbeti, da se naspi. Zaspi mi v naročju, ko sem na vodnem skuterju. Gremo do vodnega skuterja.
Gremo, pridna punčka, v redu. Potrebujem, da naredite eno stvar zdajle. Pejte v komentarje in napište dobrodošla Frot in dobrodošel Hulk. Froti in Hulk sta malo nervozna, ker jo bomo predstavili naši veliki družini, tukaj na Offshore Tales. In fantje, prihajajo ene izmed najbolj norih stvari, pri čemer bosta seveda Baby, mala Frot in Huki pomagala snemati vse. Res sem tako vesel, da ste tukaj in del družine. Vse skupaj je tako hitro zraslo, bil sem v tujini in garal, ampak zdaj je čas, da se vrnem domov, draga, in spet smo nazaj v Avstraliji. Frot, pripravljena je in čaka, gremo po velike blatne rake. Si pripravljen, kuža? Dejmo, gremo, draga. V redu, globoko smo v mangrovah, tukaj imamo naše pasti, spustili jih bomo noter, prav ob tem robu mangrov, mislim, da bojo tukaj dobri blatni raki. V redu, ravno sem vrgel našo prvo past v tisti majhen zalivček tam, to bo popolno. Naslednja, gremo, dejmo, Frot, zato le bomo molili. Pravkar smo se ustavili ob bregu, da Frotu damo malo hrane, da mi damo nekaj peletov, zdaj bomo šli peš po teh blatnih ploskvah in poskusim najdeti kakšnega velikega blatnega raka. Pustili bomo vodni skuter za sabo, čas je za lov. Hej, poglej, kako noro je to! Wow, človek, res se zdi, kot da smo na Marsu. Torej, kar iščemo tukaj, fantje, je ob plimi. Vse blatne rakovice dejansko pridejo na ta breg in večinoma sedijo v teh luknjah, jejo druge majhne rakce, polže, pravzaprav vse, kar najdejo. Plima se je zdaj malo umakla in čas je, da gremo na lov in preverimo, ali lahko za večerjo najdemo eno izmed najbolj okusnih živali v živalskem kraljestvu. Ne morem verjeti, človek. Vej to, točno tam. To je kar veliko klep, ki smo ga pravkar našli očitno od starega raka, ki je obtičal tukaj ob plimi. Ti raki se dejansko borijo med seboj in pravzaprav nekako obvladujejo svoja ozemlja. In to jim omogoča, da se, predvidevam, parijo z vsemi samicami. Fantje, način, kako se parijo, je takšen. Samci se dejansko oprimejo hrbta samic in samica nima izbire. Samec, dominantni samec, se dobesedno samo prisesa nanjo in to je zanj pravi praznik. Upam, da je v bližini kakšen velik samec, ki je premagal to stvar. To je tisto, kar iščemo. Nekaj s takšnim mesom bi bil čudovit obrok, ki bi dobesedno nasitil Frota. Prav, Froti. Hej, vem, da moramo postati jezni. Pejmo jih poiskat, gremo. Resnično. Samo želim dobiti nekaj morskih sadežev, da jih bomo lahko kasneje skuhali. Nismo prinesli nobene hrane zase. Imamo le nekaj briketov za Frota. Frot pravzaprav še nikoli ni bil v divjini. Ko jo trenutno učimo, da me sledi in da ostane varna, ter ne pobegne sama. Samo pazimo na njo, no. Zdaj pa spet kaka. Ko hodim skozi te mangrove, iščem znake blatnega raka. Opazili boš, zakopani bodo v blatu in zgoraj bo skoraj videti, kot da gledaš v vrh steklenice. In to je v bistvu, mislim, njihov oklep, ki se lesketa iz blata, fantje. Popolnoma se zlijejo s tem blatom tukaj. Pravkar smo tukaj opazili blatnega raka. Pravkar sem ga opazil, kako je šel v to luknjo. Poglej, tukaj ga vidiš. Vidiš samo njihov oklep. Poglej, kako so zamaskirani. Nekaj je tukaj noter, vidiš lahko. O, vidiš, to je njegov oklep. Prav tam. Poglej, ja, hej, Frof, ostani zadaj, prav. Dobro, si bomo ogledali tole samico. To je prava, bojevita samica. Razlog, da lahko to ugotoviš, je ta, da imajo tukaj spodaj veliko stvar, to je pravzaprav prostor, kjer zbirajo vsa svoja jajca in podobno. Imajo tudi veliko manjše klešče in veliko telo, tako da je ta res velika samica. Imamo to veliko staro rakovico, ki jo kažemo Frofu. Poskrbi, da je ne uščipne. Moš biti previden s temi samicami, vem, da si tudi ti ena, ampak vi ste nevarne in zelo bojevite, ampak vas imamo radi. Prav, tole bomo dali nazaj, upam, da bo imela še veliko potomcev, verjetno. Mladiči blatnih rakov rečejo adijo, tam gre. Prav, reč adijo. Mi bomo še naprej lovili. Gremo, prid sem, se zabavaš. Ja, v redu si. Ravno tukaj smo našli luknjo, mislim, da je od blatnega raka. Malo bomo pogledali, poglej dol tja. Hej, poskuša piti vodo iz luknje. Pejt stran, Frof. Ne moreš je piti, to je slana voda. Prinesati bomo svežo vodo. Hej, ne, pejt stran. V redu. Imel sem celo roko v tej luknji. Lahko vidiš vse do sem. Zadnje je samo blato. Nekega dne bo tam noter pošast in ona bo samo uničena. V redu, pridi, da ti dam svežo vodo. Preveržem pod vsemi temi podrtimi hlodi in vejami in sem, ampak trenutno ne vidim kaj dost. Mislim, da bova mogla skočiti na skuter, mogoče iti malo metat, potem pa lahko kasneje preverva pasti. Potrebujeva nekaj morskih sadežev za kasneje. Ni šans, da bi jaz in Frot ostala lačna. In tudi Konor, mislim, da še nikoli ni jedel blatnega raka, tako da če bi ga lahko ujel, bi bilo noro. Je kaj noter?
Kaj? Ne, ti hočeš samo popravke, očitno. Kot veste, smo bili zadnjih nekaj let v Indoneziji in tam sem tudi snemal. Preselili smo se nazaj v Avstralijo, očitno imam Frufija, svojega novega spremljevalca, in v naslednjih nekaj mesecih bomo začeli potovati po Avstraliji. Fantje, morali boste počakati in videti. V naslednjih nekaj tednih bodo dejansko začeli izdelovati moj sanjski avto. Ne smem izdati preveč namigov, ampak morali boste biti pozorni. Ti peščeni mušice me trenutno res nadlegujejo. Mislim, da bomo morali skočiti na skuter, fantje, in videti, kaj še lahko najdemo. Tukaj zunaj nas dobesedno žive požirajo mušice. Se pečeš, brat? Brat, jaz sem že pečen. Brat je zdaj odvisnik od meta. Povsod si praska kožo, ampak vsi morate zdaj v komentarje in samo malo zazajte Hukija. On dejansko nosi belo. Mi pa lovimo rake v blatu. Brat sploh ne ve, kako to gre. Poglej tole. Tekle smo skozi blato. In poglej Frostov obraz zdaj. To je bil najboljši dan v njenem življenju pri 8 tednih. In že lovi blatne rake s svojim očetom. Skoči nazaj na skuter in gremo pogledat, če lahko mogoče ujamemo kakšno ribo. In potem moramo kasneje preveriti tiste pasti. Dej, v redu. Trenutno imamo to majhno kombinacijo z majhno, recimo, kovinsko vabo. Malo bomo vrgali tukaj skozi. Mogoče lahko ujamemo kakšno majhno ribo, ki jo lahko spečemo na ognju, mogoče kakšnega tailorja, kakšnega malega trevalja ali kaj podobnega. Poglej ga tukaj, velik sket je tukaj. Wow, tam gre. Na tega res nočemo stopati. Pošteno bi nas pičil. Samo nadaljuj, Frodi, slej. Kako velik je ta skate tukaj? O moj bog, poglej ga. Grem si ga ogledati. O, kaj, si videl, kako velika je bila tista stvar? To je bila dobesedno največja stvar, kar sem jih kdaj videl v življenju. Opazil sem tistega sketa, ker je bil njen cel hrbet zunaj vode. Dobesedno se je premikala skozi plitvino. To je bilo noro, stari. Če bi stal na tisti stvari, bi me popolnoma razmesarila. Tukaj meče 500 metrov. Froth pa dobesedno poskuša sama priti na vodni skuter, stari. Kaj počne? V redu, dej, priprav se. Imeli smo že okoli 3000 metrov in očitno ne moramo ujeti ribe. Mislim, da je voda res zelo motna. Zaradi vsega dežja, ki smo ga imeli tukaj, ribe ne vidijo moje vabe. To je izgovor, ki ga uporabljam, ker trenutno nič ne ujamem. Zato bomo šli še malo naprej. Morda bomo šli preveriti past, ampak še vedno moramo videti, če lahko dobimo kakšno hrano za kasnejše kuhanje. Ni šans, da bi Froth ostal lačen. To se ne bo zgodilo na prvi misiji. Moramo nekaj dobiti. Froth spi kot top. Upamo, da bomo, če bomo imeli srečo, v pasti našli ogromnega blatnega raka. Poglej vodo, človek. To je dobesedno blato. Poglej to. Tukaj imamo našo prvo past. Počakaj, skoraj lahko stopim dol. O, eden je zunaj. Tam je zunaj. Mam ga. Imam ga. O, ja. O, poglej to. Je samec. Obdržal ga bomo v vedru in ga izmerili. Iskreno ne moram reči, fantje. Bil je na zunanji strani pasti in sem ga dobesedno samo zgrabil. Na srečo sem skočil s skuterja in pogledal. Morali ga bomo izmeriti. To barvo lahko vidite, ker so lepo zarjaveli. To pomeni, da so polni in niso mehki. Imamo enega blatnega raka tukaj, fantje. Izmerili ga bomo. Preverili bomo tudi to drugo past. Če v tem drugem loncu ne dobimo ničesar ogromnega, ga bomo morda morali obdržati. Poglejte ta teren, fantje, to je neverjetno. Spet bom skočil ven, za vsak slučaj, če je še kakšen zunaj, ki ga lahko zgrabam. O, imamo enega. Got one. Imamo 2. O. Kaj je to? O, skoraj me je dobil, mali baraba. Tukaj imamo še enega. Kaj pa je ta? Daj no, kaj imamo? Imamo sanca, še enega sanca, mejhenga. Ta ne bo prišel poštev, je zelo mejhen. Pejdi nazaj. Tukaj v Queenslandu, kjer sem trenutno, morajo biti 15 cm čez najširši del telesa, kot lahko vidiš tukaj. Ta je dober, ima vsaj 17 cm. Ta porednež bo Frostov prvi obrok, pa tudi moj. Torej, zdaj bomo zakurili ogenj in tega blatnega raka vrga na žar. Tega sva ujela
z golimi rokami. Kako noro, človek, dobila sva lepo mehkega blatnega raka. Frod bo čisto navdušen, resno. Vrzi ga sem noter. Frod že dobesedno zaspala, sploh ne ve, kaj jo čaka. Ker bova naredila je, da jo zbudiva, ko bova pekla blatnega raka. In poskrbiva, da ga bo lahko tudi ona poskusila. Za prvi ulov in pripravo hrane. Ona bo čisto navdušena, prav imaš, Frod, ta čudoviti blatni rak. Odpravili se bomo v grmovje, nabrali veliko drv in zakurili ogenj. Ona dejansko poskuša pojesti tega prekletega blatnega raka, Frod. Pust blatnega raka pri miru. Pust blatnega raka pri miru, v redu je. Ko zakurimo ogenj, upam, da ne bo stekla naravnost v plamen, pojdimo nabrati veliko drv, da začnemo kuhati. Le na en način bomo izvedeli, ali bo stekla v ogenj. In to tako, da ga prižgemo. Hej, pejdi stran. Tukaj bom naredil manjše kurišče. Frod, ta palca ni tvoja. Ne, hej, nehaj graditi kurišče. To bo teže, kot sem mislil. Ona misli, da je ta palca njena. Tukaj ga bomo naredili. To bo dobro mesto. Pejdi ven iz kurišča, prijatelj. Hej, ona je prava nadloga, stari. Kako imaš toliko energije? Ves dan si bil zunaj na vodnem skuterju. Pomagi mi kopati, lej, kopli. Prvič jemo blatnega raka. Gremo. Kje si dobil ves ta pesek po obrazu? Tukaj vzem tega. Pridna punca. V redu, zbrali smo celo kupico lesa tukaj. Frod je dobesedno znotraj našega kurišča zdaj, zato bomo zdaj zakurili ogenj. Frod je zdaj res čist podivjala. Zbrali smo celo kupico lesa, tukaj imamo čudovitega blatnega raka, zdaj bomo zakurili ogenj, poskrbeli bomo, da se Frod zdaj res ne uname. Prvič v življenju zdaj vidi ogenj. Ne moreš ga jesti, nevarno je. Bodi previdna, ne ve, kaj je ogenj, zdaj je tukaj, prestrašena je. Tako, gremo, ne tukaj. Tako da lahko vidite, zdaj je ogenj zelo šibek, zato ga pravzaprav kisikam, pihal bom od spodaj, obljubim vam, ne jočem. Moje oči. Wow. Tako, to je to. Kar poskušamo narediti, je narediti veliko plaz žerjavice, tako se bo ta čudoviti blatni rak enakomerno spekel. Vedeli boste, kdaj se bo ta slaz začela peči, ker bo postala svetlo-oranžne barve in tiste klešče bodo polne mesa. Blatni rak je res ena mojih najljubših morskih jedi na svetu. To je tako avstralsko, kot je le mogoče. Tam imamo psa, ki je malo prestrašen, imamo velik ogenj, imamo nekaj velikih blatnih rakov, ki jih bomo dali peči. Ogenj lepo gori. Frod je dobesedno tam zgori v grmovju, prisežem, njena prehrana so samo palce in kamni, Frod. Sploh ji ni mar, tam zgori samo je palce. Brate. V redu, ti raki tukaj, fantje, imajo te mehne noge tukaj. In to jim dejansko omogoča, da se zakopljajo v pesek. Imajo te male stvari tukaj, to so plavalke, to sta dve mali zadnji stvari in dejansko delujejo kot mehne pogonske naprave. Vidite, da so precej bolj, recimo, razprte in širše kot njihove noge. In potem seveda velika klešča, ki jo lahko vidite tukaj. Imajo celo take zobce na njej, kar jim omogoča, da ugriznejo. Verjetno v plen so dobesedno kot vesolec, njihov gobec je res nor. Poglejte ga tukaj, je kot iz filma Alien proti Predatorju. Ti živalski tipi se dejansko komaj premikajo. Sledijo plimi, tako da ko plima naraste, običajno pridejo z njo. Ko pa plima odteče, se običajno skrijejo v luknje in podobne stvari. Na zunanji strani njihovega oklepa dobesedno raste mah, kot lahko vidite tukaj, in to zato, ker se komaj premikajo. In pravzaprav mislim, da je najbolj nenavadna stvar to, da je žival, ki živi v blatu in mangrovah, ena izmed najbolj okusnih živali na svetu. Resnično nora žival. Tukaj imamo lepo osnovo iz ogla, santakev bomo dali gor in to se bo počasi peklo tam na oglu. Postala bo svetlo-rdeče barve, kar boste zdaj videli, poglejte, že spreminja barvo. Takrat veste, da se je začela kuhati. To imamo na žaru že dobrih 10 do 15 minut. In mislim, da je skoraj gotova. Gremo, v redu. Torej, tukaj imamo našega raka. V ozadju imamo Frod, odnesemo ga do roba vode. Gremo. Oj! To bo popolno. Kako dobro, kdo je šel po Frod? Ona je dobesedno v grmovju, teka naokoli, je vejce. Imeli bomo blatnega raka. A nisi navdušen? Boš navdušen, prijatelj. Poglej, že zdaj poskušal vse pojesti, ka ne? Pridi, dal ti bom klešče, si pripravljen? Malo je vroče. Hej, ne, jej lupine, ona je lupino. To je del, ki ga želimo. Fantje, velika stara lizika tukaj noter, imamo naše velike stare lizike prav tam, Frod izgublja glavo, poskuša pojesti lupino, zdaj jo bomo odprli. Evo, poglejte to, fantje. Ja, ta rak je bil poln, res poln. Poglejte to. To je čudovito meso. To bomo shranili za Frod. Kar tam. Jaz bom vzel to veliko kleščo, prav, zdaj bomo to odprli, to je glavna klešča. Poglej to je vse samo meso v tej klešči.
Wow, no dej. Dali bomo priložnost Frot, ker imamo novo članico Frot. Najprej bomo pustili, da ona poskusi. Njen prvi ulov in priprava hrane je blatni rak. Je dobro? Ti je všeč? Mislim, da lahko rečemo, da je zelo všeč. Lupine ne moreš jesti. Prav, to je moje. Ne, to je moje. Poglej to meso noter. Tako dober je. Blatni rak. Iskreno, to je eno najslajših mes na svetu. Ta stvar je res polna, zelo ji je všeč. Prav pusti mi kaj prijatelj. Se vidimo na naslednji divji pustolovščini. Ne morem reči, da je Frof tokrat preživel. Se vidimo naslednji teden, ne pozabite všečkati in se naročiti. Se vidimo, Frof!